Danes v novicah med drugim fantastični Primož Roglič do olimpijskega zlata. Razvijajo kolesarstvo v regiji. Potep po krajevni skupnosti Mestne Njive. Lepo pozdravljeni. Novice začenjamo na Japonskem, kjer je za izjemni uspeh in novo olimpijsko zlato poskrbel fantastični Primož Roglič. Zdravljico v njemu čas smo slišali po prepričljivi zmagi v kronometru. Primož Roglič, ki je smuči pred še ne desetletjem zamenjal za kolo, je za prvo odmevnejšo zmago poskrbel na dirki po Sloveniji leta 2015, na kateri je bil najboljši tudi skupno. Uspeh je ponovil leta 2018, ko so kolesarje na vseh etapah spremljali glasni navijači, ki tudi danes niso utihnili. Nekako vse to je za njih, da priredimo šov in ni najlepše, če lahko Slovenec potem tudi na koncu zmaga. Roglič, ki je zjutraj v olimpijskem Tokiu v 2 krogih pometov z vso konkurenco in zanesljivo osvojil prvo mesto, je svojo profesionalno kolesarsko pot začel v novomeškem kolesarskem klubu Adria Mobil, v katerem so tudi spremljali njegovo današnjo prevlado in ves čas verjeli, da lahko zmaga, čeprav po zadnjih tekmah ni sodil v najožji krog favoritov. Ta razlika na koncu za moje pojme je res velika, ampak je bila pa res težka trasa. Primož pa se lotil te trase izredno pametno, premeteno in na spustih je počival in na koncu naredil to razliko. Primož Roglič je tako Sloveniji privozil 4. medaljo na teh olimpijskih igrah, po bronu Tadeja Pogačarja na cestni dirki, 2. v kolesarstvu. Dolenjska prestolnica je torej valilnica uspešnih profesionalnih kolesarjev. V Novem mestu pa spodbujajo tudi rekreativno kolesarstvo in kolesarjenje kot alternativo osebnemu avtomobilskemu prometu. Z vlaganjem v kolesarske povezave pa ne samo v novomeški, temveč tudi v drugih dolenjskih občinah prispevajo k izboljšanju trajnostne mobilnosti, prometne varnosti za kolesarje in povečanju dnevnih migracij s kolesom. Poglejmo prispevek. Pred kratkim so Evropski sklad za regionalni razvoj, država ter novomeška in straška občina zagotovili 3,8 milijona evrov za novo kolesarsko povezavo med Novim mestom in Stražo. Gre za slabih 10 kilometrov kolesarske povezave, od katerih moramo dobrih 8 kilometrov zgraditi na novo. Gre za skupen projekt obeh občin, torej občine Straže in mestne občine Novo mesto, ki bo, torej, kot rečeno, sofinanciran iz evropskih in državnih sredstev. Nepovratnih evropskih sredstev je 1,5 milijona evrov, iz državne blagajne gre 390 tisočakov, občina Straža prispeva 1,73 milijona evrov, mestna občina pa 172 tisočakov. Določene odseke so že zgradili, nadaljnje urejanje bo steklo januarja prihodnje leto, dela pa naj bi zaključili v maju 2023. Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je pred kratkim odobrila evropska sredstva tudi za izgradnjo kolesarske povezave Trebnje-Mirna. V preteklem obdobju smo vložili na kohezijo to kolesarko, ki bo šla iz Trebnjega preko nemške vasi Rodin proti Mirni. Gre za 700 tisoč evrov vreden projekt, Evropski sklad za regionalni razvoj jih bo prispeval 386 tisoč. Od predvidene 5,81 km dolge kolesarske poti bo novogradnje 2,56 km. Uredili bodo dvostransko enosmerno kolesarsko povezavo. Mi moramo zadevo zaključiti do leta 2023, Imamo že v letošnjem proračunu in naslednjem letu, to se pravi sredstva, tako da zdaj, ko imamo sklep in ko podpišemo pogodbo, da se pravi lahko upravimo razpis in pričnemo s to investicijo. V občini Ivančna Gorica pa gradnja kolesarskih povezav že poteka. V okviru 1,7 milijona evrov vrednega projekta bodo uredili dobrih 9 kilometrov kolesarskih povezav.
Prva faza trase bo potekala od samostana v Stični vse do Jučičeve domačije na Muljavi. Dela izvaja podjetje komunalne gradnje Grosuplje s partnerjem MAPRI, rok za dokončanje pa je konec novembra. Cilj občine je sicer s kolesarskimi potmi povezati naravne in kulturne znamenitosti ter vse dele občine z njenim središčem. V načrtu je tudi druga faza, ki bo Ivančno Gorico povezala s Šentvidom pri Stični in Višnjo Goro. Še ostajamo na cestah. Po letu dni pritožb neizbranih izvajalcev del se je pred časom začela gradnja novega krožišča pri Brestaniškem mostu na državni cesti G15 na relaciji Celje-Drnovo, ki je pred časom terjala tudi smrtno žrtev. Največ težav pri vključevanju v promet imajo predvsem krajani Brestanice, Senovega in Koprivnice. Ob Špica je velika gužva na mostu čez reko Savo in so mogli vozniki čakati tudi po par minut. To še ni problem. Problem je tudi v tem, da je na tej cesti zdaj dovoljeno pripeljati 90 km/h in večina to ni upoštevala, se je pripeljala tudi čez 100 km/h in je bilo res težko. Posledično so se dogajale tudi prometne nesreče. To križišče je bilo večkrat prizorišče tudi težkih prometnih nesreč. S tem krožiščem pa se bo seveda umiril promet, tako po G15, kot tudi primerno vključevanje iz smeri Brestanice, Senovo, in s tem pričakujem, da bo seveda tudi bistveno manj prometnih nesreč oziroma da teh več ne bo v bodoče. Nove prometne ureditve se veselijo tudi okoliški prebivalci. Mi vsi, ki se vozimo in vključujemo, smo veseli, da bo pretočnost večja, saj vsako krožišče je namenjeno temu, da se čim prej lahko sklopi udeleženec prometu. Z izgradnjo krožišča se bo zmanjšale prometne nezgode, ki so bile z materialno škodo, pred 2 letoma pa tudi smrtnim izidom. Kmalu pa sledijo tudi dela na isti cesti, ki bo po obnovi prešla v občinsko last, in sicer na odseku od hidroelektrarne Krško do konca krške obvoznice v Žadovinku. V tem območju bo seveda tudi narejenih nekaj rekonstrukcijskih posegov, ki bodo v večini reševani potem s pomočjo rondojev. S tem se bo seveda nekoliko tudi umiril promet, vendar pa mislim, da bo že v času rekonstrukcije večina težkega prometa prešla z te ceste na cesto, ki je sedaj počasi že pomembna obvoznica mimo Krškega. Investitor del pri mostu Brestanica je Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo. Skladno s pogodbo naj bi bila gradnja zaključena do sredine oktobra, vendar izvedba na terenu kaže, da bo krožišče verjetno končano krepko pred rokom. O cestah pa so govorili tudi na zadnji seji Topliškega občinskega sveta. Osrednja točka je bila sicer rebalans letošnjega proračuna, s katerim so tako prihodkovno kot odhodkovno stran zvišali za dobrih 150 000 evrov na nekaj manj kot 5,2 milijona evrov. Rebalans je bil potreben predvsem zaradi načrtovane gradnje novega vrtca, kar nekaj sprememb pa je bilo na cestnem področju, ki so posledica dogovora z Državno direkcijo za infrastrukturo. Na cestnem področju so obeti za prihodnje dobri, pravi Volk. Govorim o rekonstrukciji ceste Soteska-Podhosta. Že tudi naprej potem se pogovarjamo o projektu Podhosta-Poturen. Gre za kompletno rekonstrukcijo. Tukaj gre za sodelovanje z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo, Direkcija cesto, občina pa seveda zraven z spločnikom in pa javno razsvetljavo. Na levem bregu Krke, dodaja, pa so začeli projekt obnove ceste od Soteske proti Straži. Za občino to pomeni v glavnem avtobusna postajališča, pa pločniki in pa javna razsvetljava, predvsem čez vasi. No, letos pa vsekakor bo se začela zdaj zelo malo pa gradna rekonstrukcija ceste od Cel do Poturna, kjer občina ravno tako nastopa z 257 000 evri. V vseh naštetih primerih gre namreč za državne ceste. Svetniki so po skrajšanem postopku sprejeli še odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, potreben zaradi uskladitve z zakonodajo. Naj izpostavim res, da se vrednost komunalnega prispevka praktično za vse objekte, ki so zajeti pod plačevanje komunalnega prispevka, v bistvu ne spreminja. Torej spremembe so res tako minimalne.
Če je novograditelj za komunalni prispevek doslej odštel 7.000 evrov, bo po novem 7.020, dodaja Volk. Za konec pa se ustavimo še v drugi najmanjši krajevni skupnosti po velikosti v novomeški občini. To je krajevna skupnost Mestne Njive. Danes predvsem stanovanjsko naselje ima bogato zgodovinsko zapuščino in številne potenciale za razvoj turizma. Ne manjka sprehajalnih poti, niti športno-rekreativnih površin. V krajevni skupnosti Mestne Njive se ponašajo sedeži nekaterih pomembnih ustanov, kot sta občinska uprava in novomeška gimnazija. Hrib Mestne Njive pa je prava zakladnica za arheologe. In na tem hribu smo doslej našli že 560 žganih grobov, žganih z velikimi lončenimi žarami, v katerih so pokopavali dejansko od 9. do 8. stoletja pred našim štetjem. Z Marofa je lep pogled na najbolj naseljen del krajevne skupnosti, nekoč imenovan Kolonija, s katero je povezan tudi Josip Prežak, novomeški župan v letih od 1924 do 1935. In mislim, da je bilo večinsko prebivalstvo na tej ulici dol pod nami, ki je do 50 let nosila ime Reškova ulica, sedanja Cankarjeva, da je bilo večinsko so bili železničarji. In se je tudi vsi so imenovali železničarska kolonija. Pol so pa spustili železničarska, pa so rekli kolonija. Osrednji del krajevne skupnosti so do 60 let prejšnjega stoletja predstavljale predvsem njive in travniki, danes pa je povsem drugače. Med številnimi bloki in hišami ne manjka športno-rekreativnih površin. Stojimo na košarkarskem igrišču, ki je bilo pred nekaj leti skupaj z mestno občino prenovljeno, obnovljeno in z otroškimi igrali skupaj tvori center vseh dogodkov krajevne skupnosti. Sigurno najlepši dogodek je, ali pa najbolj prijeten dogodek je letni piknik. Ker krajevna skupnost nima lastnih prostorov, gostujejo v prostorih medobčinskega društva delovnih invalidov Novo mesto. Ena gospa, naša članica, razstavlja slikarsko razstavo, je vse sama naredila, potem imamo športne prireditve tle noter, naši člani trenirajo pikado, šah, pa potem tudi kartajo se nekateri. V krajevni skupnosti so ponosni tudi na sprehajalne poti. Med sprehajalci je še posebej priljubljen Ketejev drevored. Na drugem koncu krajevne skupnosti pa vabi pot do francoskega znamenja, ki je bilo postavljeno v začetku 19. stoletja kot spomin na v kugi umrle francoske vojake. Samo kapelico smo pred 2 leti skupaj z mestno občino, s sredstvi mestne občine obnovili in mislim, da je objekt vreden ogleda. Več o krajevni skupnosti Mestne Njive pa o oddajah Doma je lepo in Novo mesto živi. To so bile današnje novice. Pred nami je nov olimpijski dan in z njim priložnosti za nove uspehe slovenskih in drugih športnikov. Ostanite zvesti in glasni navijači. Hvala za vašo pozornost in do jutri. Bodite lepo.